Pravzaprav moram priznati, da sem izjemno navdušen, predvsem nad strokovnostjo in pripravljenostjo osebja v bolnišnici v Jesenicah, s kako veliko vnemo so vključili role 2 v svoj sistem in pravzaprav je presenetljivo tudi, da ljudje, ki so danes tukaj tudi prisotni, so povsem normalno vključeni v sistem zdravljenja. Za nas je pa to tudi en pomemben preizkus, če lahko tako rečem, dobrega sodelovanja med vojsko in seveda javnim zdravstvom. Gre vendarle za zelo zahtevno opremo, medicinsko opremo in kot vse kaže, je ta oprema zelo primerna in ustreza vsem standardom. Za nas pa je to seveda ena dobra preizkušnja za to, da se lahko tudi v drugih izrednih razmerah, ki bi lahko nastopile v Sloveniji, uspešno vključimo in odpravimo težave oziroma rešujemo življenja. Vojaška bolnišnica Rol je začela polno delovati z današnjim dnem. Poskusno smo pa z delovanjem pričeli, se pravi urgentne službe v vojaški bolnišnici Rol že z 1. marcem. Zdaj, dejstvo je, da na Gorenjskem ta trenutek drugače urgentne službe ni mogoče zagotoviti, tako da se na tem mestu zahvaljujem Vladi Republike Slovenije, Ministrstvu za obrambo in pa Ministrstvu za zdravje, ki so najdel energijo, ki so najdel konsens in nam omogočili, da urgentno službo še vedno lahko izvajamo v okviru splošne bolnišnice Jesenice, kajti v nasprotnem primeru je prvi primeren objekt za to seveda Univerzitetni klinični center Ljubljana. Kako pa poteka delo, koliko je moteno? Delo, bom rekel, usklajujemo dnevno, število kadra je enako kot v starem urgentnem centru. Organizacija je odvisna tudi od frekvence pacientov, ki dnevno pridejo v Rol. Zavedati se moramo, da dnevno v vojaški bolnišnici Rol pregledamo od 100 do 200 bolnikov in to je, bom rekel, relativno velik obrat in veseli smo, da vse to naredimo z maksimalnim seveda angažmajem kadra brez večjih odstopanj in kolikor smo uspeli preveriti naše uporabnike, se pravi paciente, vsi bolj ali manj odhajajo zadovoljni od nas.